Zasavske regije 2011 je podjetje KLS Ljubljana. Skoraj bi moral reči tako kot lani, da sem presenečen. Danes, kot je bilo že rečeno, so sami izvrstni kolegi tukaj z izvrstnimi firmami, z zelo dobrim napredkom in verjamem, da je bilo v meteorološki komisiji zelo težko določiti zmagovalca. V mojem imenu in v imenu mojih sodelavcev bi se iskreno zahvalil najprej za to podeljeno priznanje, za vse, kar je bilo lepega po naši družbi danes tukaj povedano obema voditeljicama in tudi, kar je bilo v preteklosti napisanega. Z tega mesta bi se rad zahvalil vsem mojim sodelavcem. A boste še enkrat zapiskali? Danes je tudi ki so več čas sledili kar naporno pot, ki smo jo morali prehoditi tukaj in jaz se sem prispodobil že nekajkrat izrazil, da je ta pot, ki jo imamo mi, je tako plavanje proti toku reke, čim nehaš plavati odnese. Vsaka treba je kar naprej delati in napredovati. Ker je bilo danes že enkrat rečeno, da boste raztropili tele sporočila iz današnje seje, bi pa rad nekaj še drugega povedal. V KLS namreč dosti govorimo o družbeni odgovornosti. In mislim, da je danes to zelo aktualno vprašanje. Tudi, ker smo zdaj praktično brez vlade, tudi, ker bomo izbirali novo vlado v bližnji prihodnosti, pa tudi zaradi deviacij, ki so v našem prostoru v zadnjem obdobju bile zelo pogoste. KLS je zelo družbeno odgovorno podjetje. Mi izredno globoko čutimo odgovornost do zaposlenih, do okolja, v katerem delamo, do naših dobaviteljev, do seveda kupcev, od katerih živimo, do lastnikov, ampak mi mislimo še širše. Da družbena odgovornost, poleg tega, da se tukaj nenehno dviga zadovoljstvo vseh činiteljev, ki sodelujejo pri našem napredku, da je zelo pomembno ne to, ko damo včasih kakšne, ne včasih, ker pogosto damo te donacije raznim gasilcem, pa kakšne bolnice, pa tako naprej, ampak da moramo ustvariti dovolj visoko dodano vrednost. Kajti gled dovolj visoka dodana vrednost, gled podjetje, ki dosega dovolj visoko dodana vrednost, je lahko družbeno odgovorno. Danes ne more biti, po mojem mišljenju, družbeno odgovorno podjetje, ki dosega 25.000 pa 30.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, se komaj za plače skupaj spravljene. Ampak je treba več, če hočemo imeti državo, ki bo lahko v nadaljevanju, ker bomo lahko gradili to blagostanje, za katerim pač vsi skupaj stremimo, potem seveda moramo podjetja na to malo drugače gledati in moramo stvariti bolj visoko dodano vrednost, da bomo lahko tudi naprej razvijali in mislim, da je treba razmišljati o tem tudi zelo pogosto, kaj bomo naredili tudi mi za državo, ne samo kaj bo država naredila za nas, kar je zelo pogosto zaslišati. Torej, še enkrat hvala lepa za vse čestitke, za velik aplavz, s katerim ste nagradili naše priznanje in srčno upam in verjamem, da naša zgodba še ni konec. Hvala lepa.